Drugi rebalans je bil potreben zaradi prerazporeditve sredstev. Občinski proračun tako na prihodkovni strani ostaja visok slabe 3,4 milijona evrov, na odhodkovni pa nekaj manj kot 3,5 milijona evrov. Ja, rebalans je bil potreben predvsem zaradi tega, da bomo porabili tudi sredstva iz naslova komunalnih taks, pravzaprav sredstva, ki so na posebnem računu in so izključno namenjena za določene zadeve na komunalnem področju. Namenili so jih predvsem za odlagališče nenevarnih odpadkov Globoko, saj nameravajo občine solastnice pridobiti potrebno dokumentacijo za delovanje te deponije. Poleg tega pa smo dobili tudi neka sredstva iz države, se pravi iz področja kmetijstva, ki smo jih morali tudi razporediti, zato da se dejansko porabijo na določenih projektih. Občinski svetniki so sprejeli tudi pravilnik za podeljevanje občinskih štipendij. Prek razpisa, ki ga bodo objavili sredi oktobra, bodo podelili 4 štipendije, 2 za dijake in 2 za študente. Kriteriji so 4 in sicer največji kriterij 60% prinaša učni uspeh, potem je kriterij še deficitarnost poklicev in pa udejstvovanje na ostalih področjih športnega, kulturnega in drugega življenja v občini. Zainteresirani lahko po objavi razpisa podajo vlogo na občino. Občinska uprava bo nato pripravila seznam kandidatov, štipendije pa bo podelila komisija v sestavi članov odbora za družbene dejavnosti. Dijak bo za šolsko leto dobil 125, študent pa 160 evrov na mesec.